da rabi človek iz tebe izvleči toplino. To je glavna lekcija o ljubezni. Da je ta človek zatočišče pred nevihto. Ampak da ni ta nevihta. In glavna lekcija o ljubezni je tudi strpnost. In ko ti nekdo pove, da ga je nekaj zmotilo, tako neko prispodobo sem enkrat čula, zato mi je ostalo v spominu. Torej, ne vem, dajmo reči, da so jaz in ti par in da mi ti nekaj poveš, da te je zmotilo. Zakaj bi jaz odreagirala, ampak mene je pa to. Rabiš se zavedati, da nekdo, ki ti nekaj pove, da ga je zmotilo, je nekaj cajta že stal na dežju. In to je kot da ti potrka na vrata in reče, spusti me not, please, stojim na dežju. Torej, zakaj bi se ti zdaj pizdil ono, da bo nekdo ti prinesel par kapljic domov, če je on tisti, ki je cel premočen. Tako da ta anekdota mi je ostala v spominu. Wow. Da rabiš pusti človeku, da ti pove, če je stal na dežju, da ga spremeš nazaj v toplino, da mu ne daš nazaj fajta. In tle sem tudi jaz delala svoje napake, zagotovo. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica, najbolj priljubljenega itak. Moje ime je Denis Bende Živčec in vabim vas, da nas posledite na vseh možnih platformah, na Apple Cast, na Spotify, na YouTube, na večer.com, povsod smo. Ful sem znemirjen, tako vedno, ampak danes sem še malo bolj. Kaj ne rečem, obožujem ljudi, ki so zvesti sami sebi, ki so originalni, ki ne pristajajo na kompromise in ki so brez filtra, natur. Cel svet te dni, malo smo v velikonočnem času, ne čakajo na Mesijo. Jaz vam dajem Masajo. Dobrodošla! Si to dobro rekel. Ne rabiš biti vznemirjen, dragi. Sem vznemirjen. Zakaj si vznemirjen? V zadnjih, nisem bil zmeren, ampak odkar te malo spremljam zadnje tedne, dni in tak, si me zagrabla. Ja? Res, jaz ful nisem hip-hop človek, ampak to, kaj si zdaj naredila z albumom Lava, pa se še pridemo do tega, ne? To res gre globoko pod kožo in še kam. Hvala lepa. Kako si? Dobro sem. Si v redu? Vesela, da sem prišla spet kaj na Štajersko. Če tak spadaš v ta, po mojem spadaš v ta korner. Itak Primorci spadamo sem, ne? Vi pa k nam, tako da, ja, dobro mi je. Čakaj, logično vprašanje je zdaj, si že spekla potico za praznik, svojo malo avbico. Nisem še, bom se lotila. Imaš Pirke pobarvala. Imaš recept, kak dober? Imam, tako ne. Jaz sem bolj za burek delam ful dobro. Burek, onega z naseckanim ali... Ne, jaz ga naredim pač v pekaču z tem listnatim testom in sirnica v bistvu, ne. Zalivaš? Ne zalivam. Jaz samo dam ogromne količine sira in the best. Evo, cheesy podcast. Malo sva že omenila. Ena mehka, vroča, subtilna lava je te dni zajela planet in tako se imenuje tvoj novi album. 13 komadov. Jaz ga sploh ne znam izbrati boljšega. Meni je recimo ful všeč tvoj dojed za Štrasom, pa s Tomijem Megličem. Zakaj lava? Lava zaradi tega, ker v bistvu sila kot taka, neustavljiva, ampak tudi zaradi tega, ker je noter skrit ta drugi pomen, ki je lava. Torej ljubimec in ljubezen. Ljubezen do glasbe, ljubezen do tega, da tudi če se mi zlomi srce, se lahko ponovno zaceli. In iz vsega, kar je razbito in iz vsega, kar je lahko negativno, je treba povleči nekaj pozitivnega. In dobra muzika nastane takrat, ko nisi na vrhuncu s počutjem, ampak ko si malo na dnu. In prav tako je tudi ta album nastajal in je ogromno je ljubezenskih tematik, vsaka v svoji smeri, vsak komad je univerzum zase, ampak je tako vroč, spicy, tudi nevaren, dangerous na enih momentih. So tudi kakšni taki komadi, kot je naprimer Plavaj, ki je ful bolj temačen, ampak vse povezuje ta skupna rdeča nit, ki je vročina in ta neka neustavljiva sila, nek boj. Jaz nisem življenja nič umetniškega zares ustvarjal, ampak je res, da umetnik najbolje funkcionira takrat, ko je malo zabrazgotinjen. Točno to, ja. Zato sem se pol tudi odločila, da je na coverju slike ta projekcija tega razbitega srca, ki v bistvu pronica skozi mene, tako kot neka lava, kot da je v bistvu razbito nekaj, ampak čisto zares žari iz teh razbitin.
pol žari ta glavna moč, ki je izražanje in da poveš svojo plat zgodbe na nek tak umetniški način. Obožujem pisati komade lih zato, ker iz mene povlečejo surovo resnico in ne glede na koliko je včasih težko to povedati, je dobro to povedati. Obstaja komad, v katerem te najbolj najdemo? V vsakem me najbolj najdeš. Ne morem izbrati enega, čisto zares. Zdaj na tem albumu tako, veš, ko me vprašajo, kjer ti je najljubši, in to je, kot da izbereš kot da rabiš da bi imela otroke, ne morem izbrati najljubšega, ne. Ampak bi rekla, da čisto vsak zajema eno ful globoko realnost mene. Je ustvarjanje lahko tudi psihoterapija? Točno to je. Namreč več glasbenikov je to reklo, pa jaz ne poznam tega procesa, kako ne. Ja. Jaz znam članke pisati, recimo, ne znam tu zdaj blebetati, ne, ampak ta en proces celjenja, pogovarjanja samim seboj, iskanja nekega višjega smisla pa ne poznam, ne. Povej mi, kje se na tej poti celiš? Pa celiš se že s ta prvo vejico in piko in s ta prvo črko, ki jo zapišeš, ker zakaj si jo zapisal, ne? Sploh ne veš v bistvu, dokler ne napišeš komada, ne veš, kaj boš spet izvlekel ven iz sebe. Pol ga napišeš in si okej, se poglobiš sam vase in v bistvu ugotoviš, o čem in zakaj, kaj je tle ta terapija, ki si jo rabil povedati. In bi rekla, da je to res, kot da zapisuješ dnevnik. Samo da se rima in da je mogoče melodično. Tako da bi rekla, da je to isto, kot da pišeš nek dnevnik, samo da je odprt široki publiki, kar je še toliko bolj terapevtsko, ker če se nekdo noter najde, pol veš, da si tudi nekomu drugemu pomagal s tem, da si iskal globine samega sebe, kar je noro. Mislim, jaz, če je en človek, ki se je našel v mojih komadih, da mu je pomagal moj komad, pa sem naredila svoje kot umetnik, ampak primarno vedno umetnik rabi izhajati iz tega, da dela zase in da napiše tisto, kar ti potrebuješ kot artist, kaj rabiš ti slišati. In zato tudi delam tako muziko, ker ko sem bila mlajša, sem samo iskala tako muziko, zato sem se tudi našla v rapu in v R&B-ju, ker je ogromno tega, da te nazaj dvigne, ne glede na koliko si na dnu, te pobere. Te je med tem brskanjem po lastni duši presenetilo, koliko si ranjena? Pa ni me presenetilo, ker sem itak vedela, da zagotovo sem ranjena, da sem se sploh odločila biti muzičar. Hip-hopa. Ja. Ampak to je lih ta dobra stvar tega hip-hopa, da ne glede na koliko si ranjen, ti da nek ščit. Zato je tudi moj logotip ščit, ker v bistvu to je protekcija svojega lastnega jaza, da poveš svojo plat in da stojiš za tem in te komadi bodo večni. Tu je enkrat, ko mene ne bo več tlepa, nočem biti morbidna, bodo to komadi, ki opisujejo mene, opisujejo moj life in na nek tak način me še najbolj spoznaš, čisto zares, ker je to 100% iskreno, to, kar sem jaz rabila povedati v enem momentu. Poznamo te potem, jaz se rečem grob, nežno grob imič. Moče sem jaz to skoval, ne vem, ampak ne. Dobro si rekel, ja. Ja, dobro si rekel. Krhko močna, recimo je tudi drugi izraz, ki mi je všeč. Čakaj, sem tako to vprašati, ki sem malo. Pustim na dober point zdaj. Koliko mije je v Masaji? Definitivno cela. Cela mija je v Masaji. Ne gre za alter ego? Ne bi rekla, da gre za alter ego. Bi rekla, da gre to samo za nek svobodni način izražanja mije. Veš, zato, ker itak ljudje sodijo po platnici. Hočeš, nočeš, ne? Ampak imam to ime, ki stoji za tem. In bi rekla, da to sploh ni alter ego, ker ne delam komadov, ki so izmišljeni, ampak delam komade, ki so izpovedni. In ena brez druge ne gre, no. Radi ti nadevamo te pridevnike, kot so neko brez kompromisov, samo svoja, ampak te stvari imajo eno svojo ceno, po mojem življenju. Si jo že plačala, jo še plačuješ? Biti ti, brez filtra, brez afnarije, brez zajebancije, ne vem, če je ravno tako enostavno. Se je zajebancija. Je zajebancija? Not je fiks umešana zajebancija, je pa tudi ta stroga realnost. In se mi zdi, da to je dobro, veš, ta dualnost tega, da sem resna, povem tako, ko je, ampak si pa tudi dovolim delati komade, ki so, ne vem, bolj dol, ali pa zdaj na tej novi plati je Vampir, pa Robosvet, ki so komadi, ki so ful, dajmo reči na nek način taki, kako da rečem, ker niso teatralni,
ampak so, kot da bi rekel, da zariščejo svet, nek nov svet. Vse je realnost, ampak pa se pa tudi upa imeti malo izven tega. Vse ima svojo ceno, ampak največja cena tega, da si artist, je odrekanje. Ogromno enega časa vloženega v druge smeri, ki sploh niso muzika, ne? Ampak to je dobro. Mislim, da vsaka stvar, vsak zahteva odrekanje od človeka. In če želiš nekaj dela dobro, rabiš biti pripravljen se odrekati. Kaj je največ, kar ti je glasba vzela, ne dala? Največ, kar mi je vzela glasba? Kariera. Prostega časa. Prostega časa. In tega, da v bistvu si niti nočem imati nekih, kako da rečem temu, dopustov. Tudi če grem na dopust, v bistvu non-stop razmišljam o muziki. Se bojiš, da bi padla iz tira? Ne to, ampak postaneš obseden z delom. Postaneš tako, obsedeti to, da rabiš več iz sebe vleči. In sem ratala res taka picajzlasta, detajlistka, veš, ne naredim več komada, ki ga dam v mix in mastering, brez da poslušam vse, tako od vsakega tona violine do trobente, do vsega, veš. Tako da je iz tega, da pišeš rap komade v sobi pri 15 in repaš na ulici ali v garažah s frendi, do tega, da pol rataš že res tak detajlist glede vsakega tona in kličem muzičarje, da ni več to samo ono, ok, zdaj imam podlago iz YouTubea in zdaj repam. Tako se je začelo. In z vsakim projektom zahtevam več od sebe. Tako da ni muzika nič meni vzela, jaz sem si. Kaj dobro stališče. Ja. Se še prepoznaš? Definitivno, bolj kot prej. Bolj kot prej? Kaj je bilo prej drugače? Recimo, zdaj si izdelana osebno, zdaj si že tam sredi svojih 20. Bog, kje je to že danes? Jaz sem že na 40, zdaj ne. Res ne bi dala. Ja, hvala, ampak v 20, recimo, ne, jaz se spomnim svojih 20, ne, ko gledam za nazaj, tako malo se še iščeš, ne upaš si še reči ne, recimo, ne, a znaš reči ne? Se učim, nisem še tam. Pride, upam, da ja, čim prej. Učim se počasi, ampak real life je mene udaril kar hitro, tako dosti sem imela življenjskih izkušenj, ki jih še ljudje v poznih letih ne doživejo, naprimer smrt starša, to te ful izoblikuje in te spremeni in bi rekla, da se poznam bolj zaradi teh stvari in ker govorim o tem in sem bila vržena v ta odrasel svet dokaj hitro. Nisem imela ogromno tega cajta v otroštvu, da bi se samo zajebavala, ampak me je hitro doletelo to, da rabim zrast in da rabim primiti sebe v roke in zraven še malo vse ostalo. Ni se začelo prav zelo glamurozno, ker danes si vsa bleščeča za vsem svojim tem geto goldna in karizmatična. Kakšen je tvoj začetek? Torej, začelo se je, koliko sem prebral v zadnjih tednih, precej skromno pravzaprav. Ja, čisto zares ni bilo neki da bi mi kadarkoli imeli doma neki v obilju. Ampak kar smo pa imeli, pa je ljubezen. In čisto zares je to glavna vrlina človeka. Tako da, če mene vprašaš, mi smo bili bogati že iz štarta. Pol pa je material, ki se na to prime, ko oddajaš dobro in ti tudi sledi dobro. Vse ti je namenjeno v življenju, če veš, kaj ti je namenjeno. Tako, rabiš tudi sam malo verjeti v to. Moraš biti malo delusional. In jaz sem se vedno videla, da bom to delala in sem si rekla, da bom to vedno delala iz ljubezni in pol posledično tudi sledi nekaj, kar ti nazaj Bog vrne. Ti vrne folk, ki to čuti in to rabi, tako kot jaz njih. Verjameš v usodo? Definitivno, verjamem v karmo, v usodo in v to, da ti je namenjeno, če sam zmanifestiraš, verjamem v to ful. Z kakšne družine prihajaš? Iz kakšne družine prihajam? V komadih to lahko razbereš. Pri nas je bilo tako, na obali, oni, ki vejo, ki me poznajo, vejo, da ni bilo vedno rožnato, ampak prihajam iz družine, kjer je bila res ogromna doza zrelosti, neke modrosti, tudi če ni bilo rožnato in je bila dokaj ulica povezana vse. Bi rekla, da imam to, da moja starša sta imela veliko razliko v letih, tako da jaz nikoli ne bom gledala na noben odnos, nikakor kot z spoštovanjem, z respektom. In čisto zares je to točno to, kar je point, veš, da ne sodiš ljudi po platnici, ne. Ker smo knjige polne raznolikih in barvnih poglavij in smo ptice z barvnim perjem. Tako da gledati vse črno-belo je pol brez veze. In to mi je dalo to odraščanje.
En izraz je, ki mi je všeč, street smart. Ne? To je to, torej, to, kar te ženi ulica nauči. Kaj je tebe ulica naučila? Da imam trdo kožo in da se ne pustim jebati. Dosti sem odraščala z starejšimi fanti, dosti smo mi na ulicah Obale preživeli cajta, kot sem prej rekla, v garažah, repali, grafitali, delali itak, ne, pizdarije, kaj da rečem. Huligani. Ja, malo, definitivno, ampak to pa mi je dalo ful trdo kožo, zaradi tega, ker nikoli nisem spadala v noben tak predal in dobro je imeti družbo, ki te še dodatno izzove. A si ti fiks, da se boš pustila ne vem, komentarjem, da te kakorkoli prizadenejo, ne, in to ti tudi da dobra taka starejša družba, ti da to, da te kdaj veš prcajo, ne. In ko poštekaš, da ni vse tako resno, je ful lažje pol tudi kasneje gledati na stvari, tako iz takega vidika. Si kdaj naredila kakšno pizdarjo ženjo, za katero danes ne moreš verjeti, da si jo res naredila? Ma ja, mislim, dosti sem jih naredila, ampak marsikaj bi rekla, da ne morem verjeti, da sem naredila. Tako da zdaj neke anekdote ne bi lih dajala. Ampak ja, mislim, dosti je bilo tega. So bile tudi kakšne stvari, ki so me po moje pol tudi tako, kar se karme tiče teple, ampak so me kar zmlatile. Jaz sem bila že premlatena. Nisi pa barbika, ne? V življenju. Nisi Instagram barbika in nisi barbika nasploh, ne? Ker danes se vse vrcijo okrog, se veš, teh instaklonov, vsi smo si zelo, mislim, jaz ne, ampak vsi ostali so si zelo podobni, vsi so zelo poštirkani, ti pa imaš malce ostrega roba. Kako se gre skozi življenje, ko imaš malce ostrega roba? Pa, odvisno koga vprašaš, ne? Mislim, če vprašaš nekoga, ki ga ful briga, kaj si svet misli, pol, ne, si ti čudak. Ampak, če pa se pogovarjaš z nekom, ki gleda na te stvari isto, čisto zares te itak šteka, ne? Hvala Bogu, da smo si ljudje različni, rabi biti to malo, ne smeš se pustiti prilagajati temu, kaj si bo nekdo mislil. Če se boš vedno ukvarjal s tem, kaj si bo nekdo mislil, pol ne boš dosegel svojih ciljev in ne boš si upal sanjati. Pa deluje ta princip danes v času neštetih komentarjev, neštetih forumov, neštetih Facebookov, Instagramov, TikTokov, a veš, vsi nekaj komentirajo, vsi imajo svoje mnenje. Koliko se kaj izoliraš od tega? Jaz ne vem, ful se izoliramo od tega, ful, tako, mislim, ne smete brigati, ne, zato, ker se rabi zavedati, da človek, ki je zadovoljen s svojim življenjem in je zadovoljen s tem, kdo je in za čem stoji, nima cajta v življenju, da bo nekomu drugemu trosil negativo. Če boš ti meni si vzel cajt, da boš meni nekaj grdega tam komentiral, amiko mijo, vem jaz, da tebi je neki ful, tako, ne gre ti dobro v lifeu. In zakaj bi jaz trošila svojo energijo, ko se trudim delati dobro, da popravljam kogarkoli. Jaz nisem tle na tem svetu, da bom komorkoli starš ali učitelj ali vzornik, jaz sem lahko samo človek in pač čisto zares se ne smeš ozirati, ker pol to te pojeveš. Daš nekomu priliko, da te zbodu in se na to odzoveš, pa si bo še 10 ostalih luzerjev reklo, top, leki mi bo dala the time of day, ne. Tako da ne smeš jim dati the time of day, ne smeš jim dati cajta svojega, ker če ne, se jih bo našel še 100. Ni to ena taka konstantna vojna? Ja ne. Če jim daš to priliko, da te to zbode, da je to neka vojna, pol definitivno bo vojna. Vojna traja, amiko, dokler nekdo ne reče, bela zastava, stari, ne bom se ukvarjal več s tabo, ne. Tako da vojna lahko traja v nedogled, lahko pa se sploh ne začne. Odvisno je od tebe, kako boš to sprejel, kako boš to dojemal. Ti si šla v kariero, življenje, pravzaprav, zelo z vsemi kartami na mizi. Ne? Nisi veliko skrivala v svojem zasebnem življenju, govorila si tudi o tem, da pa tu se lahko res to menimo pri meni, ne? Že vem, kaj bo zdaj naprej. Seveda veš, ne? Ampak to pa moš kar nekaj jajc imeti. Vsi, ki smo se kakorkoli izjasnili o sebi v življenju, ne? Glede, ne vem, svojih vez in ljubezni in tak, ne? Pa mater, da smo jih pa malo dobili po včasih, ne? V glavi. Ja, valjda, mislim tudi, če prihajaš iz okolja, kjer je to malo zatirano, ne, pol še toliko več. Jaz imam to srečo, da hvala Bogu doma nisem imela negativne izkušnje, ma se zavedam, da ni to tako
in da ima marsikdo težko izkušnjo doma. Tako da čisto zares upam, da ljudje vejo, da pač to ne smeš delati iz tega slona, ne? Veš? Roza slona. Roza slona, zajčka. Kakorkoli, pač ne smeš iz tega delati to, da je buhu, veš? Ker bolj, ko boš ti buhu about it, bolj bo folk bil, to je njegova šibkost, a pa to je njena šibka točka, veš? Pač na nek način povem ogromno v svojem lifeu, ampak tiste stvari, ki so pa zame, pač so zame, zaradi tega, ker ne bom jaz dajala moči temu, da bi ljudje vedeli, kaj je nekaj, kar mene prizadane. Veš, kaj mislim? To si rabiš pustiti, da je samo tvoje. Bila je recimo tukaj Ipša, par tednov nazaj, in je rekla, da nekaj časa, ko se je ona zjasnila, za Ipša vemo že od pamti veka, rekla, da se je zdela, kot da ona nosi po Sloveniji en diagram vulve, rekla, da si pričakuje, da bo nosila ta diagram vulve, A zdaj od tebe pričakujemo preveč, da boš ne vem, kako to zarečemo, ampak da boš lezbika, veš, cel čas. Se sem lezbika cel čas. Ful se radi pogovarjamo, o tem z mano, verjetno, očitno, ampak ja, valjda, mislim. Je ta tema zdaj že postala vmes moteča, odveč? Jaz temu ne dajem ful pozornosti, če sem čisto iskrena, ker tudi, lih to hočem reči, marsikomu je lahko to moteče, ampak marsikomu tudi to rabi v življenju, da mu pomaga. Tako da neka zdrava mera tega je, jaz mislim, da pomembna. Tudi mi, veš, mi dva, se mi zdi, da več narediš za to kulturo, da tega ne na nek tak način paradiraš in da to čisto normalno, to je normalno. Štekaš? Torej, zakaj zdaj iz tega delati roza slona? Se to noben nič ne vpraša. Stari moj, veš kaj mislim, konec koncev, to je tvoja osebna zadeva in več narediš s tem, da si glede tega čisto sproščen in da, če prije na dan, pač valjda poveš, Ampak, če pa ni o tem govora, stari, zakaj rabiš iz tega vedno delati svoj jaz? To je samo en del mene. Jaz sem večslojna čebula, stari moj, veš. In mislim, to ni moje jedro eksistence. Moje jedro eksistence so vse ostale stvari. To je po moje tako zadnja stvar. Veš, kaj mislim? Pač kar je, Ja, kar je. In ni bilo to pri meni zdaj jaz bom to rabila, ne vem kako obrazložiti, ne. Jaz se spomnim, da je bilo po smrti tatija, sem dala vam brez milosti, v brez milosti so rekla eno močno liriko, ki pove in to sem bolj pustila in sem bila čau. On je vedel? Ja, tata je prvi izvedel, ja. Prvi? Kak je to bilo? Ful dobro. Pač dobro je to sprejel, vsi moji so to normalno sprejeli, ful dobro. Tako da, kot sem prej rekla, jaz sem lahko ful srečna in tle vidim velik blagoslov, da sem iz take družine, ki ni to nikoli džadžala. Nobenega niso džadžali, čisto zares, veš. Tudi mi smo imeli svoje napake kot familija, Ja. In tako, to je bilo, jaz sem ful hitro, tako pri 13 sem prišla ven familiji. Hitro? Ja. Ma sem vedela to ful. Tako. Ti si začela za to temo? Ja, jaz sem začela, sem mu pač povedala in to je bilo to. In on je to normalno sprejel in mislim, da lih to je point, da kot starš, da kot človek, da dovoliš sočloveku živeti življenje, ki ga on hoče živeti. Kot mu je bilo namenjeno. Kdo si ti, da boš to sodil? Veš, kaj mislim? Pač meni lahko Bog sodi in on in jaz veva, kakšen je najin odnos, koliko jaz verjamem, koliko hočem ljudem dati nekaj pozitivnega. In če se ljudje obesijo na to stvar kot nekaj negativnega, pač to je tvoja svobodna izbira, samo jaz ne bom tle oklevala mojega obstoja, moje eksistence. Kot pravim, to je en sloj mene, Ja. Rada ga omenjaš, vidim. Moški imamo začeti en zelo kompleksen odnos pogosto iz vseh sfer moškosti. Ali mu poskušaš ugajati, ali si želiš mogoče več hvale, ali si mu želiš biti podoben, ali mu sploh ne želiš biti podoben, recimo. Kakšen je bil vajen odnos, očitno je bil nekaj čisto posebnega? Ful. To je bilo moje zatočišče pred nevihto in imam res tako lepe spomine na vse, kar sem s tatijem doživela in ga ful pogrešam. Je bil ponosen, verjetno danes, ne? Jaz mislim, da je on razlog za vse. Tako, on čara te svoje magije. Prstki. Ja, on reče. Kaj je bil hip-hopper po duši?
Ne. Moji so bili tako, moj tata je imel najraje Frank Zappo. V redu. Ja, V redu. Veš kaj, nič ne vemo o Ankaranu. Ti si iz Ankarana, ti pa Gregor Ravnik. To vem. Okay, res Ankarančar, Ravnik je ki jo iz pa Ankarana, ja. ki jo pozna. Kakšno mesto za odraščanje je Ankaran? Ker jaz Ankaran vedno navedem kot primer, ko se ne spomnim kakega bolj pametnega mesta in porečem Celje ali pa Ankaran. Tak nekaj vmes, ne? Pač majhno mesto, dobro za razvoj najstnika, ker je tako pač... Je. Ja, mislim, dati vse, ne? Dati od ljudi, ki so iz istega šita kot ti, in dati tudi drugi ekstrem, ki so pač ljudje, ki imajo ful več, naprimer. Ne vem, vse to se mi zdi, da je povsod tako. Je manjše mesto in se vsi med sabo poznamo in ti da neka ogromna prijateljstva tudi. In jaz imam še zdaj s kakšnimi sošolci iz osnovne šole sošolci, tako se čujemo, se vidimo, v fitnessu se srečamo, tako. So se oni kaj spremenili, zdaj, ko si ti Masaja? Ne, ful je vse isto ostalo, tako čisto zares temi, ki se čujem, to je še vedno isto. Res. Ampak tudi po moje, veš... Če hodiš na obletnice, matur in... veš, da letos bomo imeli 10 let bomo imeli letos. Nismo se še zmenili. Smo že čez 20. Ampak, mater bok. Ja, mi bomo letos imeli to 10 let od Valete, tako da se ful veselim. Koliko si kaj na Italijo vezana? Na Italijo? Ja, tako po okusu glasbenem, recimo. Ma ne, drugače imam fura. Jaz sem ful Sanremo fan, recimo, ne, ampak... Ja, Sanremo. Ni nas dost ravno tu, na tem koncu države. Ne, meni je ful dobro Sfera Ebbasta, njega imam ful rada in Žoljer mi je ful hud, Anna, reperka, tako, manj svoje artiste iz Italije. Žoljer je super, kaj je, Neapeljčani so vam... Ja, ful je poseben. Pol imaš tudi tega enega reperja, The Supreme, ki dela tako hud rap, tako melodičen fast rap, nor, tako, dobra muzika izhaja iz Italije. Koliko sem pa na Italijo navezana, je pa ful, ker imam rada hrano. In to, modo, vsi dišijo. Vsi dišijo, vsi so ful lepi, vsi so ful gladki. Pa vsi so zdaj ful potetovirani. Koliko so gladki, ne vem, dragi, ker ženske so nasploh gladke. To veš bolj ti. Nisem zdaj ful šaril po Italijanih, ne, ampak ne. Zdaj imajo vsi ful češke tetovaže, si ti opazila? Gledam Sanremo in imajo vsi tipi, kot da bi jim z flomasterjem načačkali po celem, ne vem, odkot se je to vzelo, ampak ne vem, upam. To so te, kako se že reče, tem tatujem, ne vem. Ja, za zihar obstaja ime, ampak ne. Zdaj se ne spomnim izraza, kako se reče tem tatujem. Ampak... Vse se lušni na lušnem človeku, jaz bi zagledal zgolj debilno, po mojem s tem ne. Imaš kakšne tatuje? Imam enega na nogi, ampak pri 18 sem se dal pa čist brezvezen, da vem, če bo dočakal penzijo z mano ravno. Jaz nimam še nobenega. Nič nimaš? Ne, nimam še nobenega. Jaz mislim, da se čist počečkana. A res? Ja. Ma če bi imela, verjemi, da bi vedel. Da bi zdaj pa pokazal. Tu lahko. Ne, nimam nobenega. Se mi zdi, da jih imajo vsi. Ja, imajo jih vsi. Pač tako, ne vem, tak odnos imam, ki ne vem, če bi si tatovirala kaj, pol bi pač cela bila potatovirana. A rokavi? Ma fiks, vrat, hrbet, vse. To rabi biti tako, kanvas. Ampak reperk pa v Sloveniji res nimamo dost. Ja, to je res. Orješ ledino? Kako se reče, kako Cankarjevsko sem to zarekel, ne? Ampak čisto si mene tudi zdaj presenetil. Orješ ledino, ne vem, a se spomnimo še kakšne druge reperke razen tebe? Odprej. Ja, bila je Katana. Katana. Ja, Katana je bila in isto tako shoutout puncam, ki so Žena, Frau Blanka, Sahareja, Kani je zdaj prišla na sceno. In sta sodelovali? Ja, res je, midve sta sodelovali že tanto fa. Lušna? Ja, faca, ma ful, dej, Kani je carica. Ona mi je tako, res, že sestra v temu. Ona mi je pela back vokale na Ni panike v onem delu, ki je na bridge partu, na bridge seksiji komada Ni panike, ni panike. Tam je v bistvu Kani in ful je fani, ki se kliče Anika in pa smo se v studiu zabavali. Ni Anike, ni Anike. Ne, ful dobro. Mi da sodelujeva zdaj že en lep cajt. Ona je delala najprej v angleščini, zdaj je začela tudi slovensko in ful dobro, jaz sem takoj bila na albumu boš fiks. Si se soočila s kakimi predsodki na sceni? Ženska reperka uvali za svojim imidžem, za svojo agendo, kot bi se rekla, ne? Ma predsodki prihajajo iz strani publike, ki ne poznajo hip-hopa, bi čisto zares rekla, ker reperi, ki vejo, koliko je tle truda, koliko je tle skila potrebnega, pač dajo respekt, veš kaj mislim. Obstaja sploh spol na hip-hop sceni? Kako to misliš? A se sploh kdo ukvarja s tem, kakšnega spola je kdo?
Pa ne vem, če imaš probleme neke, če imaš feeling, da se rabiš obremenjevati z nekim... Predalčkanjem. Ja, ali pa če rabiš neki, ne vem, kako da to izrazim. Nekdo, ki ima problem sam s sabo, bo našel problem tudi v drugih, ampak čisto zares. Ne bi rekla, jaz sem vedno imela ful dobro izkušnjo in tako shout out, tako celi rap sceni, ker načeloma mislim tudi, kamali da ne, se vsi poznamo med sabo. Veš, Slovenija je majhna, prej ali slej koncertiraš skupaj, si v backstage skupaj, delaš skupaj, ustvarjaš, tako da jaz imam z fanti iz scene ful dober odnos in si ful želim, da se tudi, kar se punc tiče, tako še razvije. Upam, da to tudi zdaj kakšna posluša, ki bi hotela začeti repati in moja spremna beseda je pač samo greš. Si kdo meče kakšna polena pod noge? Na hip-hop sceni slovenski? Mislim, pridejo bifi, tu pa tam, mislim, da spada poznava zraven, ne? ta dva, tudi kakšne te famozne bife. Spada zraven, valjda, če pride do tega, je treba stati za sabo, ne? Treba se, kot reper je lih to point tega žanra, pač, da se ne, veš, če te nekdo zajebava, pač boš pokazal tudi ti, iz katerega testa si in tle se pol pozna tudi po skillih, liričnosti. In ful mi je dobro, ki hip-hop ima tudi pač rap battle in to je tudi neka ful zanimiva scena, ki jo je za podpret, ko se dogajajo koncerti rap battlov, to je ful hudo iti gledati, ker je pač komedija, veš, na rap battlih zna biti ful resno, zna pa biti tudi ful funny. In rap battli so dobra stvar, te ful naučijo kot reper. In vsak reper, jaz mislim, preden začne delati muziko, rabi imeti izkušnjo tega, kako je, ko imaš battle. Je glasbena scena, zdaj ko jo pa res doživljaš iz prve vrste kot prvokategornica trenutno, a je bolj umazana, bolj šalabajzerska, bolj hudobna? Še enkrat ponovi vprašanje. Zdaj kot slovensko glasbeno sceno, glasbeno industrijo doživljaš v bistvu iz prve bojne vrste, ne? Okay. A je ful drugače, kot si pričakovala? Je bolj umazano, je bolj grobo? Jaz sem tako nek alien, če ti povem iskreno, tako lih zadnjič sem se hecala s fanti, mislim, da mi je Bojan iz Joker Out rekel, ti si tak alien, tako, jaz ko sem prišla v Ljubljano, jaz tako nobenega nisem poznala, mi smo bili, ne vem, na neki žurki in se govori o temu in temu in temu, veš, tako, pač ful muzičarjev, tako jaz nobenega nisem poznala in še zdaj jaz se ful ne oziram, se ne ukvarjam s tem, ne bi rekla karkoli, ker pač tako, da sem nek nezemljan, majke mi, ne ukvarjam se sploh, jaz furam svojo špuro in ne bi rekla, da je neka podla igra, ampak mogoče pa to delam zdaj komu krivico, veš, samo založniško delam jaz, tako da jaz nisem nikjer druge, razen pač pri svojih producentih, pa sama pri sebi v studiu in ko imam za iti kamorkoli, pač jaz grem sama in veš, tako da ni da ki se rabim s tem ukvarjati. Samo založništvo, to je kar en tak, trd krompir ne obstaja, ta fraza, ne, ampak tak trd kruh, ne, mislim, a veš, vse je odvisno od tebe, od tvojih idej, od tvoje kreative, od tvoje produkcije, boš zmogla ta tempo? Itak, mislim, se mi zdi, da veš tudi, bolj kot napreduješ, lažje ti je, ker lahko nabereš ekipo, ne, in včasih sem rabila vse sama delati, si špile bukirati, pisati radijem, pisati novinarjem, da se je kakšen članek naredil, zdaj hvala Bogu imam ekipo tukaj, veš, in definitivno je težko, ampak vsak mali podjetnik v Sloveniji ima težko pot. Enkrat, ko ti parata malo lažje, ne, tako da čisto za vsako stvar, za vsak fohic, tako, it's heavy na začetku, se mi zdi, da ogromno rabiš samo vložiti enega časa in truda in zdaj, če zmoreš ta tempo, je odvisno samo how bad do you want it. Si kdaj vmes na tej poti prenehala želeti vse, kar se dogaja? Ne, nikoli. To je to je neko, kot da bi bil nehvaležen. Če bi res rekel, da se ti ne da. Toliko časa si želiš, toliko časa nekaj delaš, da kako si lahko pol, kar, veš, ne vem, sama gledam to iz ful nekega vidika hvaležnosti, sama sebi za vse odrekanje, ne bi tega spremenila in sem pripravljena se odrekati do konca lifea, nisem tam, ker si želim biti, nikoli po moje, če priješ do te točke, ko si ok, I did it, takrat začneš nazadovati.
In še en cajt, mislim, da ne bo prišel do tega, oziroma mislim, da nikoli ne. Še nisi zadovoljna. Se ta dobra pozicija, po mojem ne. Valjda, veš, mislim, iz tega rabiš črpati zagon, ne? In če si zadovoljen in si veš, kaj naprej? Ne? Kam naprej? Spiš, ne? Potem Začneš sam spat, ja. Imaš kako muzo v življenju? Muzo? Ja. The Artist, običajno ima muzo, ne? Ja, definitivno. Imam muzo in to se tudi tako, mislim, razvija se, veš. Najprej en cajt rabiš biti, mislim, muza je več stvari. Lahko je to ljubezen, lahko pa je to tudi nek struggle, se ti zgodi nekaj, da ti zalomi plane in to rabiš gledati kot muzo. Ne smeš to gledati kot neki fuck, zdaj pa kaj, ne morem. Ne? Vsaka stvar, ki te sesuje, to rabi biti tvoja glavna muza. Rabiš ljubiti vse te padce in tako ljubiti dejstvo, da ne vem, spodletelo mi je. Kaj lahko naredim, da mi ne? In to rabi biti tvoja muza, največja muza. Mislim, pa itak pride do odlično, ljubezni. Si se kdaj bala biti srečno zaljubljena v življenju? Da bi izgubila svoj navdih? Ja, definitivno se mi zdi, da... Ampak ful je odvisno tudi tlele od človeka do človeka, kaj tebi nek človek da. Ker se mi zdi, da vsak človek in vsak odnos, ali je to romantičen, ali je to neki tako prijateljskega, platonskega, vsak človek iz tebe izvleče neki. In lahko je tisti, ki ti je najbližje, da v bistvu izvleče iz tebi nekaj najhujšega. Ful je odvisno od človeka. In sem imela odnose, kjer tako nisem, tako zdaj, če gledam za nazaj, ne morem verjeti, da je to iz mene izvleklo. Lahko da je bilo ful negativno. Lahko pa imaš odnose, ki ti dajo ful in ponovno si rečeš, oh my god, to sem jaz. Veš, ne vem, jaz sem ful vročekrvna, zdaj pa sem ful tako umirjena, ful znam se postaviti nazaj in gledati stvari iz drugega zornega kota. Tako da ful je to odvisno od človeka, s katerim si. Si lahka partnerica, misliš? Jaz mislim, da noben artist ni čisto zares lahek, ker naš life je ful tak nepredvidljiv in je tempo in dosti te ni doma tudi. Ampak ja, ne bi rekla, da sem lahka partnerica, ne bi rekla, da sem lahka nasploh. Ker vse poznam in po moje uniki si reče, da je lahek. Neki ni. Najbrž ni. Kaj je glavna lekcija, ki si se je naučila o ljubezni? Do zdaj. Wow. Glavna lekcija. Tle pa me imaš. Glavna lekcija o ljubezni, to pa res rabim malo razmisliti. Vzemi. Ja. Da rabi človek iz tebe izvleči toplino. To je glavna lekcija o ljubezni. Da je ta človek zatočišče pred nevihto. Ampak da ni ta nevihta. In glavna lekcija o ljubezni je tudi strpnost. In ko ti nekdo pove, da ga je nekaj zmotlo, tako neko prispodobo sem enkrat čula, zato mi je ostalo v spominu. Torej, ne vem, dajmo reči, da so jaz in ti par in da mi ti nekaj poveš, da te je zmotlo. Zakaj bi jaz odreagirala? Ampak mene je pa to. Rabiš se zavedati, da nekdo, ki ti nekaj pove, da ga je zmotlo, je neki cajta že stal na dežju. In to je kot da ti potrka na vrata in reče, spusti me not, please, stojim na dežju. Torej, zakaj bi se ti zdaj pizdil da bo nekdo ti prinesel par kapljic domov, če je on tisti, ki je cel premočen. Tako da ta anekdota mi je ostala v spominu. Wow. Da rabiš pusti človeku, da ti pove, če je stal na dežju, da ga spremeš nazaj v toplino, da mu ne daš nazaj fajta. In tle sem tudi jaz delala svoje napake, zagotovo. Ampak sem se to ful naučila, da izražanje tega, da nekaj ni kul, ne more iz tebe povleči. Ampak meni pa to ni kul. To ne sme biti vojna, to ne sme biti igra vlečenja vrvi, veš, kdo bo zdaj koga povlekel čez črto prej. Ampak rabi biti spusti vrv, štekaš. Tako da to je ena lekcija, definitivno. Dosti sem se naučila v svojih odnosih in za vsak odnos sem hvaležna, ker s tem rasteš.
Ne? Zanimivo mi je, kako gledam za nazaj in vidim, koliko sem zrasla kot človek. Ne glede na koliko je to tudi iz mene, ne vem, povleklo neke travm ali česarkoli. To je vse dobro, zato ker zrasteš in potem si tudi ti lahko boljši partner. Boljši tudi nasploh kot človek. Tako, ljubezen ti da ful. In znaš jo pol širiti tudi na druge načine. Tako da to je ena od glavnih lekcij. In slejko pa najdeš nekoga, ki poboža in polupčka tvoje brazgotine, ne? Ja, ampak se pa učim to, tle sem še malo počasi se učim to, da se da pobožati, pa da zaceliti. Kar smo vsi, gleda si me kar sesula, po črtu smo vsi sam ljudje, ne? Ja, itak. In vsaka stvar rabi svoj cajt, pač rabi si pustiti cajt, da se zaceliš in to. Ampak hvala Bogu, delam muziko, veš, in delam nekaj, kjer to celim vsakič znova. Tako da ne vem. In odpiraš vsakič znova. Ja, se zato, ki si rekel, če bi mi kdaj bilo too much, ne vem če, zaradi tega, ker je to ta stvar, ki v bistvu me zaceli. Že imaš navdih za naslednji komad, pa po mojem ga imaš? V bistvu je kar nekaj komadov že narejenih, ki niso prišli na album, ampak jaz imam ogromno komadov, ki so zavrženi. Tako, ki ne bodo nikoli videli luč dneva. Ti jih zavržeš? Ja, jaz jih zavržem. Sej jaz sem tak, ki se na koncu odloči, ne, kaj bo na albumu, hvala Bogu. Ni nobenega, ki meni tle govori, tu ne bi mogel. Ampak ja, zdaj za naslednji projekt ful razmišljam iti v ta dalje hip-hop, ta neka mogoče 90s sceno. Ker mi je všeč zdaj, da ta lava se dotika ful nekih 2000, pa ful melodij. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Nikoli ti ne znam povedati vnaprej, ker sem ful človek, ki glede na to, kaj rabim, dam ven v unem momentu. Zakaj so zdaj vsi nad 90-imi tako fascinirani? Jaz sem jih res doživel, ne? Jaz jih nisem. Ti jih nisi. Matere smo imeli one šuškave, trenerke, one šumeče, veš, s polietno, kot da nosim zdaj kaj drugega. Ampak ne, pa res smo imeli češke frizure, ampak evo, 2026, 90. Mislim, veš, to je ono, kako se reče, moda se tudi vrti v krogu, ne? Prej, slej se neki nazaj vrne, ampak čisto zares ne smeš se ozirati, kaj je v trendu, ti rabiš kreirati svoj lasten trend in jaz se trudim kreirati nek svoj sound. Ne da bi delala zdaj nekaj, kar že obstaja, se trudim narediti nekaj novega, tako da ne vem, ne znam ti povedati, kaj bo naslednji single. Se bojiš, pa počasi finiširava, se bojiš, da bi preveč pričakovali Masajo, na katero si nas navadila? Mislim, da nisem navadila na nič, ker toliko naredim drugačnih komadov, da čisto zares, povej mi ti, a bi rekel, da je kaj tako, kot rečeš Masaja, to mene dejansko zanima. Decimo, koliko sem zdaj spremljala tvojo evolucijo, ne? Si se spremenila. Meni se zdi, kot da si bila na začetku malo bolj jezna. Ja, bravo, ja, res je, ja. Wow, veš, kakšen je bil unij album prvi, ki sem ga zavrnila celega. Oh my god. Zdaj postajaš bolj, ne subtilna, ni dober izraz, ampak bolj kot, ne, tudi sprijaznjenja, ni dober izraz, ampak bolj elastična. Kot da te je življenje, veš, vmes v teh letih te je zdaj življenje marsikaj naučilo in veš, da ne smeš vsega preveč resno jemati, ampak je dobro biti, imeti ta kritičen pogled na svet, ki ga imaš, sploh v komadu recimo z Štrasom in tak, ne? Tako zdi se mi, kot da ne popizdiš za vsako stvar več. Ja, veš kaj, tako, dosti sem, ja. Tako, mislim, da me mogoče life uči, da lahko pokažeš, da si razpizden na tisočinen način. In včasih je ta nek razgiban, elastičen način še boljši, ker se rabi človek malo zamisliti, da pošteka nijanse. In to se mi zdi boljše, kot pa ta direktiva, veš, non-stop lajati. Čeprav pa še to, valjda, definitivno. Pa tudi zmeraj je vredno izbruhniti kot vulkan, ne? Ker lava, če lepo počasi teče, tudi naredi kar nekaj. Vse na nek način je ta zgodba albuma, ne? Torej, začnemo s tem, da se pokaže neko razpoko, zakaj prihaja do izbruha, potem pride izbruh, ki je nek animal, potem gremo v ta gost smog in pepel, ki pada na vse, torej neka črnina in pol na koncu je vročina, komsa, karma in na koncu je refleksija. In se mi zdi, da to je tudi tako neka življenjska pot. Veš, na začetku itak, da si pol pogledaš za nazaj in si
ok, štekam, zakaj? Pol je ogromno neke teme, da je vse v kurcu, jaz sem na dnu, buhu. Pepel pada, ne? Ja, pol pa te nazaj zažene ta vročina, rabiš pač dalje, v življenju treba iti dalje, In ti si reka in rabiš pustiti, da prodira voda. In pol za nazaj pogledaš in si rečeš, še dobro, da sem prodaril jez, da nisi ostal tam. Pa nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto reko, ne? Pravi, tam je tudi In zato po moje tudi nikoli ne boš rekel, ok, to je nekaj, kar smo že navajeni, ker jaz mislim, da se lih s tem ful rada igram, veš, da ni nikoli nekaj, kar si lahko rečeš, to smo pa že čuli, ali pa ne maram delati komadov po receptu, zdi se mi, da je ogromno muzike danes naštancane po neki strukturi, po nekem receptu, kaj se posluša, kako se bo, zakaj se bo. In jaz imam rada artiste, ki so mi pustili neki fuck, kaj hudo, veš, ta komad je ful neortodoksen, ampak je hud in ne rabi biti ortodoksen, tako da se bom pustila dalje razvijati in delati stvari, ki mene tudi presenetijo. Prihaja pa tudi en kar hud koncert, ne? Ja, res je. Dajva. 7.5. v Kino Šiška delam predstavitev albuma Lava in to bo ekskluziven koncert, nikoli več ga ne bom ponovila in predstavitev albuma je tako najjačji koncert, ki ga artist lahko naredi, ker je moja lastna organizacija, sicer stopam v produkcijo z mojim režiserjem Markom Pircem, ki gledajo spote, vejo, da pač stvar je crazy in se ful veselim tega, zaradi tega, ker to je nekaj, ko prvič sam nastopaš komade, veš, tudi jaz bom prvič videla, kako so se komadi primili, kako bo folk jih vzel, kire komade se bodo drli in koliko enih emocij se tam stopi, se nikjer ne more ponoviti, ker je eden in edini in je ta prvi. In je tako kot sine mi grejo gor, ker vem, koliko zdaj truda vlagam v to. Zdaj bom s plesalci cel mesec trenirala, s DJ-jem, veš, inštrumentalisti, ki bodo tudi gor na komadih. Nočem delati neke live izvedbe, ker hočem, da je muzika taka, kot je zdaj, kot jo lahko streamaš, da se čuje točno ta hip-hop bass in matrica, tako kot res rada koncertiram, sicer valjda live muzika je tudi dobra, zato bom tudi to vključila v koncert, ampak hočem dati poudarek na vizuelijah, na plesalcih, na energiji, da švicamo in da je amfiteatralna dvorana, kar je Kino Šiška katedrala, ker ti omogoča res pogled na oder iz vseh zornih kotov in če si odzadaj tudi nimaš feelinga, veš, da ne moreš videti na stage. Želim si narediti koncert, ki je tak, da te pelje skozi neko katarzo, da te pelje skozi zgodbo. Naredila bom do zdaj največji, kar se tiče strukture komadov in da bom šla dol iz odra, outfit change, tretje, to bo tako, do zdaj moj najbolj zakompliciran šov. Wow. In se ful veselim tega, ker je tako nepojemljivo, koliko enega truda vložiš v to, ampak ko se zgodi, ga zavedno gledaš nazaj, zavedno in si rečeš, damn, to je bil nepozaben večer v mojem lifeu. In bilo je vredno, ne? Ja, in vsi, ki so del tega koncerta, tudi vejo, koliko je to neka taka medsebojna ljubezen, da si ti bil v Kino Šiška. Takrat. No, ja. Veš, tudi ko mi nekdo pove, da je bil na predstavitvi albuma Zavedno, ko smo delali. To je bila moja prva razprodana dvorana v življenju. Zato sem se tudi vrnila nazaj, ker mi je toliko mi pomeni. In mi toliko je jako, ko pridejo kdaj na koncerte, koliko je turneja, pridejo in mi rečejo, jaz sem pa bil v Kino Šiška, In od mene dobiš veš, oh my god, tako ti si ta pravi. Kot da si Darti rečeš, bil sem na Bežigradu, ne? Magari, ja, mi bo to povedal, ga bom vprašala, če je to. Ja. Verjetno je to, ja. To je to, veš, ker... Imela kakšne hude tipice, ti imaš vedno tako dobre, pa sprašujem za zainteresirane, ne? Ja, imela bom ful hude plesalce, v bistvu ta moja ekipa, s katerimi vedno delam. In se ful veselim, ker so nove koreografije, novi komadi, tudi plesalci so ful navdušeni nad plato in še preden je album bil zunaj, so bili oh my god, ko me čakam, plešamo na to. Tako da res, pač komadi so danci, veš, da te pelje in ful sem vesela, da ta neka energija s plesalci je ful huda, tako edinstvena. Kolega je rekel, da ti moram sporočiti, da imaš dober okus. A res? Ja. Kaj za plesalke? Aha. In tako da. Draga Mastaja. Tudi shout out Žigatu Janškovcu, pa Ani Vičič, ki so koreografi.
Izbirajo. So dobro zbrali in odkar so zbrali to prvič, jaz ne grem nazaj, to je moja ekipa. Masaja, v katero smer si želiš, da tvoj tok glave zavije in prodre naslednje? V katero smer? Levo, desno in povsod vmes. Najlepša hvala za res dober pogovor. Hvala tebi, dragi moj. Jaz kar se ježim. Zdaj, ona tako spontano govori, in tako lepo govori. Najlepša hvala. Upam, da še kdaj se vidimo maja na koncertu. Ja, se vidimo. Šiški, v katedrali. Točno to. Hvala lepa. Hvala. Dragi naši, hvala tudi vam, ki imate v live od tog cajta, da spremljate Slačilnico. Ful dobro. Vse veste, ne? Spremljate nas na vseh možnih platformah, na Appleu, na Spotifyju, na kjerkoli in ne pozabite, ne? Kar se zgodi v Slačilnici, ne ostane v Slačilnici. Pa.